veverica in pa lahkotnost. To je moja žival, izbrana za leto 2024 in pa kvaliteta, ki sem jo izbrala za leto 2024. Občutek pa je bolj kot slon in pa presenečenje oziroma nepričakovano. Ja. Za vsako leto si izberem neko žival in neko kvaliteto, sicer pa vsak mesec redno pišem mesečni dnevnik rasti, da vidim, kje sem, kaj se dogaja, da sem bolj v stiku sama s sabo, da vidim, kdaj ga biksam in da hkrati tudi vidim, kdaj delam dobro in sama sebe spodbudim, da pri tem nadaljujem. No, danes po ideji naše drage Ane, ki je zelo pomembna članica naše ekipe, z vami delim nekaj svojih stvari, nekaj svojih povzetkov iz tega pisanja, mesečnega pisanja v mesečni dnevnik rasti, kar počnem že več kot 10 let. No, v tegale, ki smo ga skreirali v letu 2022, pa pišem od maja 2022 in je zares krasna zadeva. Vse je popisano, vsak mesec namreč napišem, kje sem, kaj se mi dogaja, na nivoju prehrane, navad in vsega ostalega. In evo, po pregledu, kaj sem ugotovila sem letos predvsem, kot sem rekla, leto polno presenečen, da resnično človek ne more kontrolirati, kako drugi razmišljajo, ne more kontrolirati, kako drugi reagirajo, lahko pa dejansko to samo sprejme in opazuje. To je tisto, kar je mene osebno učilo leto 2024. Sem pa zares izjemno hvaležna, da je bilo noro ustvarjalno leto. Zakaj noro ustvarjalno leto? Najprej je išla knjiga Kako do več energije 2 z Bogom utrujenost. Kot soavtorica skupaj s Sanjo Lončar in pa v sodelovanju z ostalimi smo torej skreirali tole knjigo in meni osebno je bilo to zelo pri srcu, zaradi tega, ker sem imela priložnost, da napišem o adaptogenih, da napišem o teh izjemnih rastlinah na malo globji ravni, da jih začne človek resnično razumeti in razumevati. No, pomlad moram reči, da je bila zame izjemno intenzivna. Zgodila se mi je ena taka zelo močna notranja transformacija, ki je potem transformirala tudi moj zunanji svet in spremenila marsikaj zelo temeljnega. In evo, v pomladnem času sem tudi končala s pisanjem glavnine knjige Biohacking zdravja po matrici narave, ki je potem izšla v oktobru z eno tako čudovito gala prireditvijo, ki mi jo je ekipa pripravila, na katero je prišlo 100 oseb. In tam sem naredila eno predstavitev te knjige, potem vsakemu izmed njih knjigo tudi podarila, pogostila, uživali smo potem v glasbi in predvsem v srečanju. Na srečanje je prišlo res izjemno veliko imenitnih ljudi, ki jih izjemno cenim, spoštujem njihovo delo in evo res noro velika hvaležnost za tole moje leto veverice. Torej za tole knjigo Biohacking zdravja po matrici narave. Sicer pa, ja, če grem zdaj na poletje, torej spomladi se je ogromno transformacij zgodilo. Poletje je bilo intenzivno, zelo intenzivno, ogromno je bilo tega poglabljanja v različne odnose in pa poleti sem doživela najmočnejšo izkušnjo v svojem življenju. Govorimo o popotovanju z najmočnejšo rastlino na svetu, ibogo, ki izvira iz Afrike in to izkušnjo tudi opisujem v tej knjigi Biohacking zdravja po matrici narave v predelu seans, psihadelikov in vsega ostalega. In iboga je bila znova nepričakovana v tem smislu, da bi mogli delovati 12 ur, v resnici je trajalo 3 dni in v tem času sem sprocesirala toliko informacij, da jih bom integrirala še leta in leta in leta. In ta izkušnja z ibogo me je korenito spremenila za celo življenje. In določena zavedanja, ki sem jih dobila s tem, jih ne bi mogla dobiti z desetletji svojega življenja.
In verjamem, da bomo o tej izkušnji spregovorila tudi v kakšni oddaji v naslednjem letu, ki jo bova posnela s šamanom, ki me je tudi spremljal na tej izkušnji. Tako da ja, tudi letos je bil na vrsti Ciper, kamor odhajam vsako leto. Jaz rečem, da je to moj tehnični servis. Na Cipru se vedno pogovarjam tudi z izjemnimi zdravniki, posamezniki, holističnimi svetovalci, nutrienti in tudi sama preizkusim mnogo različnih stvari, ki so namenjene optimizaciji telesa. Tako da na Ciper bom odšla tudi naslednje leto v pomladnem času, že v februarju mislim, da. In tokrat bom vzela še koga zraven, tako da se lahko prijavite. Tudi letos smo bili v Egiptu in uživali, tako da sem hvaležna tudi za to. Sem pa imela eno osebno potovanje načrtovano v Polinezijo, francosko Polinezijo, na Tahiti, Bora Bora in ostale otoke, ki naj bi jih prejadrala in hkrati spoznavala tudi rastline Polinezije, ampak se to ni zgodilo. Dejansko sem ostala na letališču, kajti enostavno ni mi bilo dovoljeno. To skoraj paranormalno dogajanje sem opisala tudi vsem tistim, ki berete moje novice in ste prijavljeni na naš newsletter, kar lahko storite, če želite, tudi na klepet@kavi.si. Res že kar paranormalne zadeve so se dogajale in sem hvaležna, da se je zgodilo tako, kot se je zgodilo, in izjemno hvaležna tudi prijatelju, ki je šel z mano, za neizmerno razumevanje, za katero mu bom vedno hvaležna. Sicer pa pri klepetu ob kavi, ja, je tudi to leto presenečenj in pa velikih transformacij. Izjemno hvaležna sem, da smo začeli z novo rubriko Rodovne posesti Slovenije po navdihu Andreje Cepuš, ki je tudi napisala knjigo Vrtovi ljubezni. Skratka, spoznala sem ogromno neverjetnih ljudi, neverjetnih posesti, ki imajo neverjetne zgodbe, navdihujoče zgodbe, in ta rubrika se je v jeseni že začenjala predvajati tudi na vaših televizijskih ekranih. Na spletni strani lahko spremljate, če ste mogoče kakšno zamudili, in to je rubrika, ki jo boste spremljali tudi v naslednjem letu, in še bomo odkrivali rodovne posesti in še bomo obiskovali ljudi, ki živijo drugače, ki živijo bližje in v bolj tesnem sodelovanju z naravo. Tako da, če imate kakšen predlog, komu naj še gremo, zelo, zelo dobrodošlo. Definitivno. No, začela sem tudi v novem studiu, od koder se vam danes javljam. To je studio Koherenca, za ene take precej globoke pogovore iz srca do srca, ki potekajo ob kakaovi ceremoniji oziroma kakaovem obredju, ritualu, kjer resnično pride do te koherence misli, besed, dejanj, da se resnično globoko poglobiš, in kar globoki pogovori se bodo začeli predvajati v mesecu, ja, že v tem mesecu, konec meseca dejansko, tako da lahko spremljate tudi te zadeve. Sicer pa klepetava kuhinja in kaj narediš, ko, ogromno nekih novih rubrik, nekih novih premikov. Malo bolj resno smo začeli tudi z precej naprednim znanjem iz področja holistične medicine, medicine 2.0, z področja biohackinga. Tudi tukaj nova rubrika Biohacking z Jasmino, kjer vključujemo resnično velika imena tega sveta, izjemne strokovnjake. Tako da to je ena zadeva, ki se bo nadaljevala tudi v letu 2025. Smo pa kar nekaj tudi novih izdelkov pripeljali, med drugim gobabone in druge pripomočke, tako da lahko greste pogledat. Še enkrat, ena stvar, ki vam jo priporočam za 2025, začnite pisati tudi sami mesečni dnevnik rasti. Sicer pa vabljeni, da se mi pridružite tudi na seminarju, online seminarju za energijske priprave za leto 2025 in pa tudi posebej seminar za intenzivno globoko pomlajevanje, ki nam ga nudi narava v tem času. Pa veselo pisanje in naj bodo vaša vprašanja, ki si jih zastavljate, res kvalitetna, ker od tega je zelo odvisna kvaliteta vašega življenja.